Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Hrvatih. Ko govorimo o nacističnih vojnih zločinih, zagotovo kdo od vas pomisli na Mengeleja, Auschwitz, Majdanek ali Dachau, masovno streljanje in pomori tisočih ljudi. Toda najhujši fašistično-nacistični režim po brutalnosti sploh ni bila Italija ali Nemčija, vendar njihov zaveznik, Hrvaška. Po kapitulaciji Jugoslavije so sile osi na Balkanu ustvarile državo, ki se je imenovala NDH. Ta država je obsegala ozemlje današnje Hrvaške in Bosne, prav tako pa so imeli tudi svojega diktatorja, Ante Pavelić. In čeprav se bo komu zdelo čudno in neverjetno, so prav Ante Pavelić in njegovi ustaši naredili najbolj gnusne zločine med drugo svetovno vojno. V samo 4 letih so ustaši na Hrvaškem zaklali preko 2 milijona Srbov, Židov in Ciganov. Imeli pa so tudi svoja taborišča, kot recimo Jasenovec, Gradiška, Slano, Zahodovno in mnoga druga. Največ ljudi je umrlo v Jasenovcu in to kar 700 tisoč. V ostalih taboriščih pa na 10 tisoče. V taboriščih pa je umrlo več kot pol milijona Srbov. Ostalo pa so bili Cigani in Judje. Vendar tukaj jih niso pobijali kot nacisti. Tukaj so se dobesedno izživljali. Denimo, ljudi so silili, da pijejo kri mrtvecev in nekoč jim je uspelo pobiti 1000 otrok v enem samem dnevu. Prav tako pa so tukaj celo otroke, novorojenčke obravnavali kot zapornike. Kot sem že povedal, najhujše je bilo v Jasenovcu. Tukaj so ljudem ven pulili oči, ko so bili še živi, vendar to so delali tako, da so celo zrklo potegnili ven iz glave in jih dajali v košarico in jih nato poslali Ante Paveliću. Ta pa se je vedno rad pohvalil, da ima 23 kg oči v svoji košarici in je to veselo razkazoval svojim SS-ovskim tovarišem. Pa ne samo oči, iz človeške kože so delali pasove in jermene za puške. Velikokrat so te stvari kar vrgli v reko, da jih je reka nanesla v Srbijo in tam so jih srbski civilisti našli, človeško meso in kože. Srbosjek. To je bilo orožje, ki je bilo izdelano za sekanje Srbov, prvotno pa je bilo namenjeno za žito in pšenico. Izdelano je bilo tako, da je lahko morilec rezal vrtove več ljudem naenkrat in da ko je končal, ni bil preveč utrujen, tako se je lahko hitro vrnil nazaj na delo. Ime za to orožje je dal Peter Brzica, ki je v noči 29. avgusta prerezal vrtove 1360 zapornikom, zato so ga tudi klicali šampion. Za to dejanje je dobil odlikovanje, srebrn pribor, zlato uro in prašička. In mimogrede, možakar je še vedno živ. Prav tako pa nisem zasledil, da bi bil kadarkoli kaznovan zaradi svojih dejanj. Vendar srbosjek ni bil najhujša oblika mučenja. Ne, res ni bil. Ustaši so ostale zapornike pobijali tudi tako, da so odsekovali glave, na začetku s sekirami in sabljami, proti koncu pa so kar vzeli navadno ročno žago in človeku odžagali glavo. Poleg tega so jih dajali iz kož in nato so njihove rane prikrili s soljo, da so umrli v bolečinah zaradi okužb. Prav tako pa so tudi zelo radi genitalije polili z bencinom in jih zažgali. Zelo radi pa so tudi rezali prste, noge, roke, nosove, ušesa in oči. Velikokrat so rekli ustašim mladim fantom, naj posilijo svoje matere in sestre. Nato pa so jim odrezali genitalije in so jih morale ženske pojesti. Kdor je imel srečo, so mu zabili klin v srce, da je takoj umrl. Kdor pa ni imel, so ga obesili za rebra na mesarski kavelj, da je gor visel, dokler ni umrl. Prav tako pa so vzeli podgano, jo dali na trebuh in zato se je podgana prigriznila skozi trebuh zaradi tega, ker so vedro segrevali. Kasneje so tudi ljudi zapirali v barake brez hrane in vode. Nato pa so barako zaprli in jo čez nekaj dni odprli in so videli, kako zaporniki jejo mrtve sojetnike. Nato so še zgradili krematorije, kjer so ljudi mrtve ali žive zakurili. Najhujši od vseh pa je bil Miroslav Filipović, ki je otroke metal v zrak in jih napikal na nože. Nekoč so Hrvati morali poslati v druga koncentracijska taborišča okoli 68 tisoč Židov, vendar preden je bil transport pripravljen, so ga preklicali. Nacistom so rekli, da nimajo ničesar za poslati. Nacistom se je zdelo čudno, kako ustaši ne more poslati ničesar od 68 tisoč Židov. Sumili so, da so jim pomagali pobegniti. Vendar ko so prišli nacisti v Jasenovec, so videli, da so se zmotili.
In Miroslav Filipović je demonstriral uporabo ustaškega orodja nad zaporniki. SS oficir, ki je sodeloval v Auschwitzu pri poboju Židov, je ob dejanjih Miroslava Filipovića padel na tla in omedlel. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.